Optično 3D merjenje se uporablja na številnih področjih, kot so nadzor izdelkov v proizvodnji, digitalno arhiviranje umetniških del, izmera prototipnih izdelkov in še bi lahko naštevali. Ker se med meritvijo ni potrebno dotikati površine, je optično 3D merjenje še posebej uporabno v medicini. Si predstavljate, da bi obliko rane merili s kljunastim merilom? Merjenje namreč poteka tako, da se površina telesa osvetljuje z drobnim svetlobnim ali laserskim žarkom. Nato pa se osvetljena površina preslika na senzorski element kamere, ki deluje enako kot tiste v pametnih telefonih ali fotoaparatih. Iz slike se nato s posebnimi računalniškimi algoritmi določi 3D oblika površine. Vidimo torej, da optična preslikava predstavlja izredno pomemben del optičnega 3D merjenja, zato si jo poglejmo bolj podrobno. Za optično preslikavo so potrebni sledeči elementi: predmet, leča in zaslon. Ali še kaj manjka? Seveda, pri optični preslikavi je nujno potrebna svetloba. Svetlobni žarki se na površini predmeta odbijajo in zato predmet vidimo. Brez svetlobe bi bilo vse temno. Če si najprej pogledamo pot enega samega žarka, ki se na površini odbije difuzno, vidimo, da po odboju nastane snop žarkov, ki izhaja iz skupne točke. Tisti žarki, ki se odbijajo proti leči, jih ta ponovno zbere na ravnini zaslona. Temu rečemo optična preslikava. Če sedaj pogledamo še pot ostalih svetlobnih žarkov, si lahko predstavljamo, da po odboju le-teh predmet preslikamo z množico točk. Odvisno od barve in reflektivnosti površine predmeta, bodo preslikane točke na sliki različnih barv. Vrnimo se nazaj na eno točko, P, in opazujmo pot tistih žarkov, ki se širijo proti leči. Leča, kakršno imamo na sliki, lomi žarke tako, da jih ponovno zbira v skupno točko. Zato se imenuje zbiralna leča. Poleg te se uporabljajo tudi razpršilne leče, ki žarke lomijo tako, da se le-ti po prehodu skozi lečo oddaljujejo drug od drugega pod še večjim kotom kot pred lečo. Razpršilne leče ne moremo uporabiti za preslikavo in jo bomo obravnavali drugič. Točka, v kateri se žarki ponovno sekajo, se imenuje slika točke predmeta oziroma S. Če zaslon izmaknemo iz lege sečišča žarkov, slika izgubi ostrino. Izkaže se, da zgolj predmetna razdalja A in goriščna razdalja leče F vplivata na slikovno razdaljo B. Njihova medsebojna relacija je zapisana z enačbo. 1 z F je enako 1 z A plus 1 z B. Velikost slike predmeta S pa se izračuna kot produkt med velikostjo predmeta P in razmerjem B vlomljeno z A, kjer to razmerje imenujemo optična povečava. Pri tem goriščna razdalja F določa mesto sečišča žarkov, ki izhajajo iz zelo oddaljenega predmeta. Matematiki bi rekli, da v tem primeru predmet leži v neskončnosti. Tehniki pa to pomeni, da je razdalja B vsaj 10-krat večja od F. Tale leča oziroma fotografski objektiv ima goriščnico 14 mm, neskončnost pa velja od približno 1,5 metra naprej. Poglejmo si primer preslikave s to lečo. Predmet je oddaljen 1 meter in visok pol metra. Zanima nas slikovna razdalja B in velikost slike S. Najprej izračunamo slikovno razdaljo, ki je B je 0,16 metra. Nato pa še velikost slike, ki je S je 0,081 metra. To pomeni, da bi morala biti velikost zaznavala vsaj 81 mm, da bi fotoaparat posnel celoten predmet. Na Fakulteti za strojništvo razvijamo robotske sisteme, ki samodejno izmerijo 3D obliko obdelovanca in ga nato lasersko zverijo natančno po stiku med dvema pločevinama. Princip merjenja v osnovi temelji prav na optični preslikavi. V primerjavi z ročnim programiranjem je takšen pristop bistveno hitrejši in natančnejši. Omogoča pa tudi, da se robot sproti prilagaja glede na deformacije obdelovanca, ki se dogajajo zaradi samega vrjenja.